Nuklearka spet v omrežju. Voda tokrat bolj prizanesljiva. Veselo na glasu mladih. Dober večer. Jedrsko elektrarno Krško so po sobotni samodejni zaustavitvi danes zjutraj spet priključili na omrežje. Sobotno zaustavitev je sprožil nov merilni sistem temperature reaktorskega hladila. Ta meri temperaturo hladilne tekočine primarnega kroga elektrarne. Do zaustavitve je prišlo zaradi neustreznega delovanja krmilnih elementov občutljivega merilnega sistema. Ne zaradi kakršnihkoli odstopanj stvarnih parametrov elektrarne, ampak zaradi elektronske ali električne kratkotrajne motnje v tokokrogih v sklopu zaščite v elektronskem delu. Nov merilni sistem je ena od 30 modifikacij, ki so jih izvedli v letošnjem remontu. So pa seveda pri uvajanju novih sistemov, gre za kompleksne sisteme, pričakovane recimo določene drobne nejasnosti v smislu nastavitev, v smislu brezhibnosti novega sistema, ki gre funkcijo prvič. Ker je novi merilec zelo občutljiv na elektromagnetne motnje iz okolja, so morali narediti popravke na krmilnih elementih. Elektrarna je po nekaj urah obratovanja dosegla 35% moč in bo do konca tedna dosegla svojo polno zmogljivost. Potem, ko je povsod po Sloveniji prenehalo deževati, zjutraj so ponekod po nižinah zaznali tudi prve snežinke v novi zimski sezoni, se gladine rek počasi nižajo, začel pa je pihati okrepljen severni veter. Za razliko od vremenskih nevšečnosti pred 2 tednoma smo jo tokrat v jugovzhodni Sloveniji odnesli brez večjih posledic. Po besedah vodje novomeške izpostave Uprave za zaščito in reševanje Klemna Goršeta je bilo tokrat vode manj kot pred 14 dnevi. Tudi pretoki rek so bili nižji. V regijski center za obveščanje Novo mesto smo prejeli kar nekaj klicev, vendar nekih hujših posredovanj ni bilo. Tako imamo podatke, da so meteorne vode zalile 4 stanovanjske objekte. No, narasel potok Čadraški potok pa je dejansko ogrožil eno stanovanjsko hišo. Vnovič pa so zaradi naraslih voda zaprli nekaj poplavljenih cestnih odsekov. Seveda narasla reka Krka seboj nosi tudi naplavine, veje, tako da so le-te ogrožale 4 mostove na Otocu, v Mršeči vasi in pa na potoku v občini Straža. Narasle vode vztrajajo na območjih vsakoletnih poplav. Krka še poplavlja v širšem obsegu ob Strugi. V prihodnjih dneh se bo trend upadanja pretokov rek nadaljeval. Poplavljene površine ob reki Krki na Ljubljanskem barju se bodo postopoma zmanjševale, ohranjale pa se bodo ojezerjene površine Notranjskega in Dolenjskega krasa. Zaradi razmočenega terena še obstaja nevarnost plazov. Včeraj popoldne se je tako sprožil v Srednjem Grčevju. Po prvih ocenah naj bi bil v velikosti okoli 4000 kvadratnih metrov. Ogrožal naj bi lokalno cesto, tako da je bila postavljena prometna signalizacija. Na kraju so bili tudi poklicni gasilci gasilsko-reševalnega centra iz Novega mesta, ki so ustrezno ukrepali. Na Dolenjskem in v Beli krajini sicer deluje 138 gasilskih društev in poklicna enota, minuli konec tedna pa je bilo na terenu 55 gasilcev, nekaj pripadnikov civilne zaščite in nekaj 10 pripadnikov drugih služb, kot sta komunala in cestno podjetje. Nadaljujemo z drugimi novicami dneva. Na območju, ki ga pokriva Center za socialno delo Trebnje, je 7 rejniških družin, trenutno pa je v reji nekaj manj kot 15 otrok. Zadnja leta sicer število otrok, ki jih oddajajo v rejništvo, upada. Razlog za to vidijo v različnih programih v podporo družini, ugotavljajo na Trebanjskem centru. Mi na centru pa razvijamo program Laična pomoč družinam, kjer imamo zaposlene laične sodelavce, ki pod vodstvom naših strokovnih delov nudijo pomoč staršem. Otroci lahko tako dlje ostanejo v družinah, dodaja. Rejniški sistem sicer sestavljajo otrok, biološki in rejniški starši ter strokovni delavci Centra za socialno delo. Najpomembnejše je, da ga vzameš tazga, kakršen je. Ti otroci pridajo tako zelo polnimi nahrbtniki vsega. In zato so tudi njihove reakcije, njihovo obnašanje recimo drugačno.
Kako je, če družino zapusti eden od staršev, ve tudi župan občine Šentrupert Rupert Gole, ki je od svojega 5. leta odraščal brez očeta. Zapuščeni otroci doživljajo hude travme, zato izpostavlja. In če nimajo nekoga, ki to prepozna, ki jim da oporo, ki jim ponudi brezpogojno ljubezen, lahko skrenejo na kriva pota. Ti otroci so oškodovani s tem, ker so ne zanemarjeni, ampak prepuščeni. Ti otroci so v glavnem živeli in se vzgajali sami s sabo. Da bi bilo rejništvo za vse vpletene čim bolj prijetno, na centru izvajajo različne programe. Med drugim so v sodelovanju z Društvom za zdravje in sožitje v družinah Trebnje pripravili posvet z ogledom belgijskega filma na to temo. Film je naredil na nas vtis, ampak slišali smo različna mnenja, tako da ljudje odnašamo različne stvari domov in verjamemo to, da pač je vsakdo tisto, kar potrebuje. Ta konec tedna se je v Stični začel tradicionalni, že 14. mednarodni festival glasbe, gledališča in likovne umetnosti. Na letošnjem festivalu Stična so posebno pozornost namenili mladim. Rdeča nit festivala so tako težave mladih in njihov pogled na svet, v katerem ne vidijo perspektive. Z tega vidika smo hoteli v Stični letošnji festival posvetiti stvarem, ki vznemirjajo mlade, ki jih zanimajo, in dati prostor tukaj v okviru festivala, da se izražajo in da se gradijo samozavest. V okviru festivala se bo zvrstilo 18 dogodkov, pričakujejo pa okrog 150 umetnikov. Prav mladim sta med drugim posvečeni 2 predstavi. Ena je avtorska predstava Kulturno-društva Stična za slovom Adolescenca, ki bo primerno pozorna na festivalu in je tudi festival nastala. Druga je gledališka predstava Igre v piesku teatra Fedra iz Bosne in Hercegovine, ki se tudi ukvarja z problemi mladimi, z odraščanjem, z vklapljanjem v družbo in tako naprej. Festival so sicer uradno odprli s koncertom solo pevcev Grosupeljske glasbene šole. Klasično petje ni samo opera. Predstavili smo se pretežno z irsko tradicionalno glasbo, samo zato, da ljudje ne mislijo, joj, danes je pa spet en koncert brez veze, da privabimo ljudi tudi iz drugih krogov, da vidijo, da tudi petje je neka lepa umetnost. Hkrati so v galeriji Muzeja krščanstva na Slovenskem odprli fotografsko razstavo Badlands. Ampak sem se odločil, da na koncu zberem 16 najreprezentativnejših in pomenljivejših, ki sestavljajo zgodbo, ki predstavlja tegobe mlade generacije, predvsem težave z osamosvajanjem in s prostori za druženje. Tudi letos bo nastopilo nekaj večjih imen, festival pa bodo zaključili 7. decembra. Iz festivala v Stični pa na najstarejši slovenski glasbeni festival za neuveljavljene domače glasbenike, ki sliši na ime Glas mladih in ima v Črnomlju že 35-letno tradicijo. Tudi tokrat so izbrali najboljše mlade pevce in pevke ter glasbeno skupino. Na petkovem večeru, kjer so se pomerili osnovnošolci od 10. do 15. leta starosti, je slavila Viviana Kukar iz Hrasta pri Jugorju. Od 7. leta že pojem. Začela sem pa zaradi tega, ker sem vesela, kada pojem. Sobotna zmagovalca pa sta bila Žano Grajšek iz Trebnjega med pevci v kategoriji od 15 do 30 let in dolenjska skupina Ice on Fire med glasbenimi skupinami. Jaz že špilam že zdaj, ampak zdaj bom pa še z bolj samozavestjo predstavljal svoje komade, ker sem pač osvojil nek festival, ki ima že dolgoletno tradicijo in mi to veliko pomeni, da bom lahko zdaj s svojim komadom rekel, ta je pa zmagal na Glasu mladih. To je trenutno naš največji uspeh, tudi vse res. To je wow, mislim. Smo kogarli še zmeraj, ta zmaga je, igramo na Schengen Fest. Je tudi namen samega festivala, ki ga organiziramo, da spodbuja ustvarjalnost mladih in pa da nekako omogoča mladim neuveljavljenim pevcem, glasbenikom in pa tudi povezovalcem programa, da se predstavijo čim širšemu občinstvu in pa nekako razvijajo svoj talent. Zmagovalce Glasu mladih sta skupnimi močmi izbrala občinstvo in strokovna žirija. Jaz mislim, da bi bilo treba predvsem na lokalnem nivoju delati z glasbeniki, delati z mladimi talenti, da potem pridejo na ta, bom rekel, globalni državni nivo, bom rekel, že nekako izdelani boljši. Jaz mislim, da se tukaj rojevajo na tem festivalu dosti dobri bendi, oziroma začetki dosti dobrih bendov in solistov. To, kar delate tukaj dol v Črnomlju, to je enostavno edino prav. Za razliko od resničnostnih šovov gre pri tej prireditvi še vedno za glas in glasbo. Prav je, da se osredotočimo na to, dodaja Gotarjeva.
V katoliški cerkvi so tudi uradno sklenili leto vere, ki je trajalo od lanskega oktobra, v katerem naj bi verniki na novo utemeljili in poglobili svojo vero. Zaključku leta vere, ki ga je obogatil mešani pevski zbor iz župnije Zagradec, je dalo pečat tudi letošnjih 21 katehumenov. To so odrasli, ki vstopajo na pot krščanstva. Ti so iz rok novomeškega škofa Andreja Glavana prejeli svetopismom, ki jih bo spremljalo pri njihovi pripravi na prejem zakramentov uvajanja. Katehumeni so gotovo prav en dokaz, da so občestva živa, ker seveda, če naša vera, naše krščansko življenje predvsem, ne bi bilo prepričljivo, tudi ne bi nikogar pritegnilo. Sicer pa bodo sadove, tako Glavan, dali tudi pastoralni načrti, ki nastajajo po župnijah. Upam, da se bo tudi to poznalo, ker smo rekli, temelj evangelizacije, temelj verske prenove je osebna vera in gorečnost. Iztekajoče se leto pa je bilo leto preobratov tudi na prizorišču Slovenske katoliške cerkve. Kot je znano, je bil novomeški škof poleti imenovan za začasnega upravitelja ljubljanske nadškofije. Čutim neko podporo, neko milost tudi strani sodelavcev. Jaz upam, da v meseci, ki so še pred nami in do imenovanja novega nadškofa, bom nekako zmogel. Letos mineva 60 let, odkar so v Črnomlju na pobudo gimnazijskega profesorja Kolariča ustanovili rokometni klub. Jubilej so obeležili s številnimi tekmami vseh selekcij, od cicibanov do veteranov, in praznovanje sklenili z revijalno tekmom med domačo člansko ekipo in moštvom prvoligaškega Slovana. Črnomaljski rokometaši so upravičeno ponosni na zgodovino svojega kluba. Črnomelj je bil tretji center v Sloveniji, kjer se je začel rokomet igrati. Torej, mi smo tretji najstarejši klub v Sloveniji in moram reči, da tiste prve generacije so bile definitivno dosegle najboljše rezultate. V zadnjih letih so v klubu osredotočeni predvsem na delo z mladimi, ki so bili že nekajkrat med 4 najuspešnejšimi v Sloveniji. V klubu imamo 6 selekcij, cicibani, dečki A, B, starejši dečki A, B, kadeti, mladinci, člani. In moram reči, da je tega kar veliko. Tudi člansko ekipo, ki igra v drugi rokometni državni ligi, tvorijo mladi igralci, zrasli v domačem klubu. Nahajamo se na vrhu lestvice, pomeni, odigrali smo 8 kol, včeraj smo doživeli prvi poraz. Zato je njihov cilj preboj v prvo B ligo, kljub temu, da imajo težave s treningi. Pol ekipe je študentov in so vsi v Ljubljani. Pomeni, od ponedeljka do petka so v Ljubljani. Treba je prilagajati treninge, a zmoremo, pravi Lozar, ki je tudi sam zrasel v črnomaljskem rokometnem klubu. Vsi, ki delujemo v klubu, smo bili nekdaj rokometaši in to počnemo dejansko iz ljubezni, brez vsakega nadomestila. In pravim, tudi zaradi tega je teh 60 let še toliko pomembnejših, ker je dejansko to naš praznik. In prav zahvaljujoč temu navdušenju in ljubezni do rokometa, klub deluje že 60 let in bo deloval še naprej, zagotavlja Kavšek. V Kranju se je odvijal zaključni košarkarski turnir državnega prvenstva v kategoriji mlajših pionirjev. Naslov državnega prvaka za sezono 2013 so osvojili mladi košarkarji Krke, ki so sezono končali brez enega samega poraza. Njihovi starejši kolegi pa so v 9. krogu lige ABA zmago z 68-63 na gostovanju pri Širokem prekinili črni niz 3 zaporednih porazov in hkrati zabeležili prvo letošnjo zmago v gosteh. Zmaga je še toliko pomembnejša zaradi dejstva, ker so Krkaši nastopili brez Muriča, Hukiča in Armsteda. Junaka tokratne tekme sta bila Kris Buker s 16 točkami in Matej Rojc, ki je 6 od svojih 9 točk dosegel v zadnji minuti tekme. V soboto v Novem mestu gostuje beograjska Crvena zvezda. Končali sicer ne bomo s športno vestjo, bodo pa v ospredju številke. Spet se bodo namreč podražila pogonska goriva, največ za 2,5 centa liter 95-oktanskega bencina. Naj vas to ne spravi v slabo voljo, že čez 14 dni bodo cene spet spremenili, a upamo, da ne navzgor. Lep večer.